presežek zmeraj gledamo tako, da primerjamo z nečim drugim. In recimo lahko bi primerjali z malo starejšo stavbo Osrednjega zavoda za zavarovanje delavcev v Ljubljani, ki je bil končan leta 1928. Pod arhitekturni projekt je napisan Miroslav Kasal, ki je bil sicer gradbenik, vemo, da je bil profesor tudi na tehniški visoki šoli za gradbene konstrukcije in sicer je bil predvsem uvedel je v študijski program in potem tudi v prakso gradnjo, železobetonsko gradnjo. Tako da Kasalova stavba, jaz nisem sicer gledala podrobno projektov, ampak očitno ima železobetonsko konstrukcijo, ker jo je pač gradil strokovnjak za to, kar pri Deovi stavbi verjetno tudi, saj iz načrtov se tega ne vidi. Lahko, da so neke stropne ojačitve, ampak kaj več kot to pa ne. To se pravi, da v tem gradbeno-tehničnem smislu ne predstavlja kakšne velike novosti. Je pa res, da je pa v arhitekturnem pogledu pa velika razlika med obima stavbama. Predvsem to se vidi na oblikovanju pročelja, fasade, kjer je del zelo lepo izkoristil lokacijo. Če pogledamo tudi danes, kako dojemamo, ko se peljemo recimo po glavni cesti, sicer to ni več čisto ista ulica, kot je bila takrat, ampak vseeno dobimo vtis, da je to dejansko neka mestna palača, ki poudarja ta vogal med Sodno in današnjo ulico Talcev, z zelo lepim motivom zakroženega vogala, ki je še poudarjen potem s temi balkoni v vseh treh nadstropjih in z glavnim vhodom, ki je nameščen na tem prostoru. In obe stranici, to se pravi severna oziroma južna in zahodna, sta pa tudi ravno tako lepo obdelani z okni, z ritmom oken v vseh nadstropjih, ki sicer še posebej s poudarjenima stranskima osema, kjer so tudi oba vhoda z obeh strani. Tukaj seveda je oblikovanje nedvomno veliko bolj domišljeno kot pri Kasalovi stavbi, ki je nekako kar sestavljena iz več delov. Ne vidimo prave logike v njej. Edino, kar je recimo kvalitetneje pri Kasalovi stavbi, je osrednji monumentalni vhod, ki ga je po moje oblikoval kar kipar, Dolinar, ki je dobil to naročilo tudi s tema stranskima reliefoma. Tega seveda in pa z marmorno oblogo, tega pa pri mariborski stavbi ne vidimo, to se pravi, materiali so veliko bolj varčni, bi lahko rekli, ne tako bogati, saj v tem delu, ampak kljub temu je z obdelavo ostenja, okenskih okvirov, potem še tistih vmesnih kamnov, ki označujejo nekako tudi razliko med steno in poudarki. Mislim, da je kar lepo oblikoval celoto. Tako da jaz vidim še dodatno mogoče kakovost tudi v tem, da stavba še zmeraj služi 100% svojemu namenu. To je bila dobro premišljena že v času projektiranja, ker je mogoče v njo bilo umestiti seveda vse, brez nekih večjih prezidav, sprememb, razen kakor se vidi, da verjetno je ena večji poseg na dvorišču bil neka dodatna stavba, ampak dobro, to ne moti toliko arhitekture kot celote. Še ena stvar mogoče, ki mi je padla v oči, ko sem gledala zdaj na novo pač to dokumentacijo,
Obstajata dve fotografiji iz časa gradnje stavbe, ne. Eno imate tudi vi na vaši spletni strani, kjer je še zmeraj pravzaprav stavba obdana z gradbeno ograjo, pa gradbena tabla je spredaj, ne, kjer se lepo vidi, da je Saša Dev glavni arhitekt, ne, prav vodja gradnje. Ampak zanimivo se mi je zdelo predvsem to, da so na vseh balkonih, na vseh oknih nameščeni ljudje oziroma stojijo ljudje. To so očitno tisti, ki so neposredno sodelovali pri gradnji, ne. Iz Slovenca vemo, da je bilo 200 delavcev, ne, ki so delali na tem projektu, in mislim, da so se kar vsi lepo postavili za to fotografijo, ne. Ampak obstaja pa še ena fotografija, ki je 1 leto starejša približno, ko je pa še gradnja potekala, ne, in je pravzaprav stavba še brez fasade, ampak očitno so takrat naredili likov, ne, ker so streho dokončali, in so ravno tako vsi delavci, vsi projektanti, vsi gradbeniki naslikani na balkonih in na oknih, ne. Tako da to vam pove, ne, da je dejansko bil to velik projekt po eni strani, res neka mestna palača, ne. Po drugi strani pa tudi, da se je nekako takrat še čutil tisti drugačen odnos do arhitekture, ne. Arhitektura zmeraj služi ljudem, ljudje jo zasnujejo, jo gradijo, jo potem uporabljajo, ne. In to je bilo zabeleženo tudi takrat na fotografski kameri, ne. Danes ne poznamo več takih fotografij, kjer bi imeli celo ekipo, ne, sodelavcev ovekovečenih, ne, za vse večne čase, pravzaprav tudi za nas zanamce. To se mi zdi ena taka reč, ne. Danes, če gledamo fotografijo kot poseben poklic, ne, to se pravi arhitekturno fotografijo, zelo redko vidimo na teh posnetkih ljudi, ne. Fotografi pač iščejo trenutke, ko ni niti avtomobilov, niti ljudi, ne, zato da seveda pridejo bolj arhitekturne značilnosti pred nas, ne, ampak s tem pa izgubimo pravzaprav tisto, kar je po moje bistveno pri arhitekturi. To pa smo mi, ljudje.